Dragi prijatelji, lepo pozdravljeni. Danes je že tretja postna nedelja in v Evangeliju gledamo Jezusa, kako prihaja v Jeruzalemski tempelj in razočaran tam najde različne prodajalce in menjalce denarja. Zgrožen in ogorčen jim prevrne mize in zakliče: iz hiše mojega očeta ne delajte tržnice. Odnos med templjem in kupčijo je bil vedno zelo občutljiv. V vsakem templju mora biti tudi nekaj kupčije. Če so ljudje potrebovali ovce in golobe, je to moralo nekje biti in morali so to tudi kupovati. Problem je samo v tem, kadar v templju te stvari prevzamejo in so na prvem mestu. Niso v službi molitve in darovanja, ampak prevzamejo prvo mesto. To je seveda zapisano za pouk cerkvi in nam za prihodnost. Vsi poznamo primer ene izmed slovenskih škofij, ki je pred leti šla v različne finančne naložbe, zato da bi lažje pastoralno delovala. Ampak očitno so te naložbe postale preveč pomembne. In Gospodu to ni bilo všeč in poslal je bič, kar v obliki bankirjev, ki niso hoteli reprogramirati teh dolgov, in zadeva je propadla. Zato, da bi Gospod za prihodnost pokazal, da je v njegovi cerkvi odnos do Boga in do oseb veliko pomembnejši od vseh materialnih stvari in pastoralnega, tako imenovanega pastoralnega dela. Poglejte, tudi v našem osebnem življenju se to dogaja. V začetku je zadeva dobronamerna, mi to potrebujemo, dobronamerno se česa lotimo. Potem pa lahko nas ta stvar potegne, ko vidimo, da je uspešna, nas potegne naprej in vedno bolj lezemo in kopičimo in postanemo materialisti. Odnos šibi, tako do Boga kot do bližnjih, in Gospod ponavadi pošlje kakšen bič, marsikdaj je to neka bolezen, ki nam v trenutku vse vzame, in takrat začutimo, da je pomemben samo odnos z Bogom in sočlovekom in z nami samimi. Želim vam lepo nedeljo in veliko modrosti na tem področju.